Več glav, več ve. Pozdravljeni v podcastu Več glav, več ve. Z vami sva Lana in Maja, dve glavi iz projekta Zdrav duh v zdravi glavi, ki ga izvajamo pod okriljem Sinapse Slovenskega društva za nevroznanost. tole je naš prvi zvočni drek za vse, ki vas zanimajo možgani in bi jih radi ohranjali v dobrem zdravju in delovanju. Ker projektno ekipo projekta Zdrav duh v zdravi glavi sestavljajo navdušenci za znanost, iščemo odgovore na vprašanja povezana z zdravjem možganov v znanstvenih raziskavah. Nekateri nas že poznate, morda berete naše objave na spletišču Zdrava glava in nas spremljate na družbenih omrežjih. Podcast je nov poskus, da navdušimo še koga. Zato vas že vnaprej vabimo, da našo objavo in vabilo k poslušanju delite še s kom. Lana, zakaj se pogovarjamo o možganih? Zato, ker so možgani najpomembnejši organ v našem telesu, ampak hkrati za znanost izjemno velika uganka, kljub temu, da jih raziskujemo že dolgo časa. So temelj vsega, kar smo, kar znamo in zmoremo in vsega, kar se bomo skozi življenje še naučili, postali, doživeli, ustvarili in zmogli. Ob bolezni ali poškodbi možganov sodobna medicina bolniku le redko lahko ponudi pot k ozdravljenju in zato se nevrološke bolezni in motnje v delovanju možganov precej razlikujejo od številnih drugih bolezni, vključno z rakom, kjer je možnosti bistveno več. Zato bi morala biti skrb za zdravje možganov in preprečevanje možganskih bolezni pomembno vodilo vsakega med nami in družbe kot celote. Ampak raziskovanje preventive je kar velik izziv, kaj ne? Da, do nedavnega je bilo tudi relativno malo raziskav, ki bi sistematično in skozi dovolj dolgo časa preverjale, ali in kako lahko dejavniki okolja in življenjski slog vplivajo na verjetnost za nastanek motenj v delovanju možganov. V zadnjih 2 desetletjih pa se je zanimanje za odgovore na vprašanja povezana z tvorno skrbjo za zdravje možganov precej povečalo. Poleg tega so velika vlaganja v nevroznanstvene projekte, med katerimi je recimo lansko leto zaključen 10-letni projekt Humani možgani, prinesel veliko novih spoznanj o možganih in o njihovem delovanju v zdravju in bolezni. Postopno vemo o možganih vse več in tudi o preventivi, a informacije o na znanosti temelječi skrbi za zdravje možganov težko dostopajo do posameznikov in širše javnosti. Zakaj te informacije ne dosežejo javnosti? Zato, ker je znanost lahko zapletena, pogosto je zapletena in znanstveni članki tudi za tiste, ki jih redno beremo, še vedno predstavljajo zahtevno branje, ki terja poglobljeno pozornost. Sodobni trendi sporočanja pa se v nasprotju s tem nagibajo v smeri hitrih in kratkih sporočil, ki že na prvi pogled učinkovito pritegnejo pozornost. Številni posredniki informacij o znanosti zato poročajo na relativno poenostavljen način, ki pa pogosto tudi popači ugotovitve in zamolči, kako je bila neka raziskava narejena, kaj so njene odlike in slabosti in kakšno težo imajo zaradi vseh teh dejavnikov njene ugotovitve. Razumevanje teh v narekovajih podrobnosti, čeprav seveda ne gre za podrobnosti, ampak za pomemben vpliv na to, kako sploh raziskavo razumemo in vrednotimo, je pomembno za vse, ki bi radi z znanstvenimi spoznanji informirali lastne odločitve. Kaj pa v ta namen, torej v namen informiranja javnosti z znanstvenimi spoznanji, počne Sinapsa? Dobrega posameznika za to vprašanje Sinapsa. Ker sem pri delu Sinapse že od samega začetka, lahko rečem, da že 21 let navdušenci za znanost, možgane in skrb za njihovo zdravje pod okriljem Sinapse organiziramo najrazličnejše prireditve, dogodke in celoletne dejavnosti, po katerih nas javnost že pozna. Primer je vsakoletni teden možganov, mednarodne znanstvene konference, izobraževalne delavnice in pa tudi izdajanje spletne revije e-Sinapsa.
Projekt Zdrav duh v zdravi glavi je najmlajši projekt Sinapse in je posvečen predvsem sporočanju znanosti o preventivi in spodbujanju skrbi za zdravje možganov. Da bi te namene lažje uresničevali, smo zagnali spletišče zdravaglava.si in oblikovali tudi profile na družbenih omrežjih, kjer smo danes tudi z vami. Najdete nas lahko na Facebooku, na LinkedInu in na Instagramu. Sinapsa pa ima tudi svoj uporabniški račun na YouTubu, kjer ima Zdrava glava oziroma Zdrav duh v zdravi glavi svoj lasten seznam predvajanja. Danes so poslušalci z nami na YouTubu, kar pomeni, da to že vedo. Lahko nas poslušajo tudi prek Spotifyja. Namen vsega našega dela je povzet v podnaslovu spletišča, ki pravi znanostjo do zdrave glave. Kot sedanji in bodoči strokovnjaki različnih znanstvenih ved in strokovnih panog, od medicine, psihologije, kognitivne znanosti, biologije in drugih, kritično beremo sodobne znanstvene članke o možganih in zdravju in jih povzemamo v jeziku, ki upamo, da je zares tako, kar se da razumljiv najširši javnosti. Tistim, ki si želijo o možganih in raziskovanju preventive izvedeti več, želimo približati te informacije in s tem zapolniti vrzel v znanju, ki verjetno nastaja zato, ker sami nimajo časa in priložnosti brati izvirne članke. Branje povzetkov, ki jih pišemo, kljub temu mnogim ne sede urnik in velikokrat v sodobnem času pa še prav posebej, so zvočne informacije posameznikom bliže. Zato smo se lotili tudi podcasta. Lana, kako smo zastavili? Enkrat na mesec bomo v epizodah predstavili izbrano temo in nekaj stalnih rubrik, kot so možganovice, nevropojmovnik in nekaj za spomin. Občasno pa bomo dodali še kakšen vsebinski priboljšek, kot so kratki pogovori z zanimivimi gosti. V možganovicah se bomo vsakokrat zadržali pri aktualnih temah iz nevroznanosti, nevropojmovnik bomo posvetili razlagi izrazov, ki se navezujejo na raziskovanje možganov ali pa na znanost širše. Nekaj za spomin pa bomo vselej uporabili za to, da z vami delimo neko podrobnost, ki si jo bo vredno zapomniti. Če želite, lahko svoje vtise, predloge za dodatke ali izboljšave in vprašanja posredujete na zdravaglava.si@sinapsa.org. Še enkrat, zdravaglava.si@sinapsa.org. Z veseljem vam bomo prisluhnili in upoštevali, kar nam boste sporočili, obljubimo pa tudi, da vam bomo po najboljših močeh in kar se da hitro odgovorili. Morda celo tako, da bomo vaše vprašanja vključili v naslednjo epizodo našega podcasta. Tako, morda bo dovolj za prvič. Kaj praviš? Mislim, da. Veselimo se druženja z vami. Najlepša hvala, da ste nam prisluhnili. Do slišanja vse dobro in ker je ravno praznični čas, lepe in mirne praznike in vse dobro v letu, ki prihaja. Podcast Več glav več ve je del Sinapsinega projekta Zdrav duh v zdravi glavi, ki ga kot program krepitve in varovanja zdravja sofinancira Ministrstvo za zdravje. V okviru projekta promocije znanosti Možgani so zakon ga podpira tudi Javna agencija za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Če nas želite podpreti tudi vi, lahko na zdravaglava.si/donacije, torej zdravaglava.si/donacije, najdete informacije o možnosti neposrednega nakazila ali o odmeri dohodnine. Najlepša hvala.